Vlada načrtno ustvarja izredne razmere, na vrhu vsega pa stoji minister Hojs. Pod njegovo pristojnostjo je vlada prvič v zgodovini Slovenije aktivirala policijska pooblastila za prepoved gibanja na javnih mestih v Ljubljani, na Bledu in v okolici Brda pri Kranju. In prebivalce Ljubljane je nato, kot vemo, pričakal zabarikadiran center mesta, 1000 policajev, konjenica in policijski psi ter zloglasni vodni top. Policija je že ob 5. popoldan protestnike skupaj z naključnim mimoidočimi ob Slovenski cesti razgnala s tem topom, ki je namesto vode bruhal mešanico solzivca in vode. Sledilo je nekajurno lovljenje po središču Ljubljane, policija pa je v zrak, kot rečeno, panično ali po navodilih spustila nikoli doslej videne količine solzivca, po poročilih kar 400 izstrelkov, ki so zaplinili celotno središče mesta. Standardi človekovih pravic zahtevajo, da mora biti raba solzivca sorazmerna. Solzivec v oči starostnikov, šolskih otrok in naključnih mimoidočih, ki se je tisti črni torek znašel, naključnih mimoidočih, ki so se tisti črni torek znašli v središču mesta, to ni. V Sloveniji smo v zadnjih 2 letih imeli tudi po 10-krat številčnejše proteste, ki so v petkih prav tako blokirali Slovensko ali Celovško cesto v Ljubljani, pa so potekali popolnoma mirno in brez incidentov. Da 5. oktobra ni bilo tako, sta kriva vsesplošni kaos, ki ga ustvarja ta vlada in policija, ki je bila več kot očitno ukazana eskalacija konfliktov. Jasno, avtoritarnemu režimu ob njegovih izdihljajih ne preostane drugega kot slepo nasilje. S svojim delovanjem tako vlada kot Ministrstvo za notranje zadeve aktivno spodbujata nemire v državi in ustvarjata klimo, ki postaja čedalje bolj nevzdržna. Slovenijo pa spreminjata v policijsko državo, ki jo pooseblja Hojsovo rožljanje s pendreki proti svobodi govora in Hojsovo politično podrejanje policije.